Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Res to, kar jih veseli. In danes sem zelo vesela, imam v Fajn studiu žensko, ki jo kar občudujem, zaradi tega, ker počne 1000 stvari, pa še kar živi. Z mano je Tinkara Fortuna, mama 3 otrok, podjetnica, coachinja, predvsem pa tudi pevka iz skupine Bebop, tako smo jo spoznali in zdaj se spet vračajo na sceno, ampak dajmo iti na Tinkaro in njeno življenjsko zgodbo. Tinkara, pozdravljena. Ja, najlepša hvala, lep pozdrav vsem, zelo super uvod, tako da jaz se že veselim tega pogovora. Najprej tekmovanje v bistvu Popstars se je zgodilo, ampak ni bilo v bistvu tvoje prvo tekmovanje glasbeno, ti si v bistvu zmagala že leta 96 na enem pevskem tekmovanju, predtem pa sploh nisi razmišljala o tem, da bi zares bila pevka, si bila bolj plesalka. Malo povej, kako je to, da si sploh prišla do te točke. Ja, res je, to malokrat povem, ampak izhajam sicer iz glasbene družine, moj oče je že bil pevec pri skupini Ultra, tudi moj stric, od mame brat, Tomo Hartman je zelo veliko v glasbi bil nekoč, tako da ja, nekako se je skozi pelo, plesalo v moji mladosti, tudi moja sestrična je Vivian Too Alive, tako da v bistvu z njo sem začela nekako, pri njej sem začela plesati in potem tudi z njo na vseh nastopih plesala. Je pa res, da sem se leta 96 tudi čisto naključil, smo se z morja peljali skupaj z Igorjem Korošcem in ja, sem nekaj prepevala ob radiju in je rekel, ti pa se moraš prijaviti na tale full cool demo top, Radia Celje je bilo takrat. In sem se res prijavila, odpela od Madone Take a Bow in potem so vsi te kupončke, veš, tako, če ni bilo socialnih omrežij in so kupončke pošiljali in sem res pol zmagala, tako da sem bila pri 16 letih prva zmagovalka te oddaje. Pa sem pa večino časa plesala, no. Tudi od 16 leta naprej sem skozi imela neke različne službe, že takrat sem na Mobitelu med poletjem delala, potem razne ankete, plesala na tekmah, tako res sem bila zelo, kar iskala sem neke zadeve, da bi jaz kaj počela, predvsem pa, da bi bila samostojna tudi finančno. Tako da ja, jaz sem že od 18-19 leta sem pa tudi redno delala in za Red Bull, in za Mobitel, in leta 2002, je pa bilo to 20 let nazaj, je pa takrat Kanal A začel s to prvo audicijo Popstars in tam je pisalo, bodi zvezda, pokaži, kaj znaš, in mes plesno skupino La Viva smo se takrat prijavile, ker smo si v bistvu hoteli, veš, malo tako reklamo narediti, ne, dajmo pokazati, kako mi plešemo, pa bomo na televiziji, ne. Ja, moraš biti zraven, ne, moraš biti zraven, ko se nekaj dogaja. To je svojih hčeram, tudi zdaj skozi govorim, če dej probi, več kot ne ti ne morajo reči. In ja, takrat smo šle, ampak ko smo prišli tja, je bilo pa potrebno 5. Tako da 3 smo se pa od vseh punc opogumile in prijavile na to pevsko audicijo in potem je šlo iz kroga v krog in ja, še danes ne vem, od kje sem zbrala ta pogum, ampak očitno sem imela to neko željo, neko poslanstvo v sebi. Med skoraj 1000 prijavljenimi smo vse 3 skoraj med 30 prišle, tako da zelo, tudi moji 2 prijateljice iz plesne skupine so se zelo visoko uvrstile. No, jaz sem bila pa zbrana med moje bipopke, med 5-člansko skupino in do zadnje sekunde nisem verjela, da bom zbrala, ker jaz sem takrat edina imela tudi redno službo in sem mislila, da me bo zaradi tega zavrnili, ker pač ne bi uspela usklajevati vseh teh urnikov. Ampak ja, mi je uspelo potem 3 leta pa pol usklajevati te urnike in vse ostalo. Sej to, jaz sem, razumeš, bila čist frapirana, ko sem v bistvu bolj videla, da ti nisi bila tako kot večina teh prijavljenih, pač nekih, ne vem, dijakov, študentov, kakorkoli, razumeš, ljudi, ki imajo v bistvu, ki bi sam to delali v lifeu, ne. Ti si že prišla napolnjena z taski v urniku in potem nisi sploh upustila vseh teh stvari, ampak si furala naprej. To je bilo res obdobje na Mobitelu, ko so bile res ogromne gneče, ne, takrat so se Mobiteli, GSM-i pojavili in to smo imeli, jaz sem delala na šaltru in smo imeli po 5-6 ljudi skozi v vrsti, dobesedno, jaz včasih rečem, nismo imeli
imeli časa iti na WC, take gneče so bile. In ja, zjutraj popoldan na 2 smeni sem delala, usklajevala urnik z Bipopi, res smo imeli včasih tudi po 3 nastope na dan, vsa fotkanja, intervjuji, vse ostalo, ampak nekako me žene to naprej, no taka duša sem, da ne samo, da sem to počela, jaz sem pa še faks delala zraven, pa plesno šolo smo imeli s prijateljico, tako da jaz, ko zdaj nazaj gledam, ampak očitno se neka zgodovina ponavlja, ker tudi zdaj delam tukaj različnih stvari, pa mi nekako ratuje. No, sem tak tip, da nisem tekmovalna navzven do drugih, sem pa očitno do sebe, da se hočem skozi nekog nadgrajevati. Te nekaj žene in se pravzaprav ne znaš ustaviti, ampak je bilo kdaj v lifeu, da te je mogoče kaj drugega ustavilo, se pravi, ker tako, kot človek to posluša, si misli, da moraš biti prav superwoman, ne? Ampak potem dostikrat se zgodi, da pač v javnosti oziroma med ženskami nastane ta hype, da vsaka more to vse v bistvu shendlati, ampak dostikrat pol v resnici ne moreš shendlati in potem se, ne vem, lahko zruši. A se je tebi zgodilo kdaj kaj takega? Redko kdaj govorim o tem, ker sem naven tukaj, superwoman, ampak sem tudi mogla priti do tega, da sem to spoznala, da se moram tudi zdaj znati umiriti. Leta 2018 je bilo tako prelomno za mene, že kar na začetku leta sem doživela, mislili so, da me je infarkt, no? Ampak na koncu po vseh raziskavah, po vse, najprej so še sumili na pljučno embolijo in vse ostalo, pa smo pa prišli do tega, da je pa stres. In očitno se mi je nakopičilo v teh očitno 20 letih, od vseh teh urnikov, 3 otroci, tam mali 2 sta res mala razlika, 21 mesecev. Mož ima tudi tako delo, da je res bil zelo veliko odsoten, no, in se mi je malo nakopičil in sem mogla to besedno malo zadihati, ampak sem hvaležna za tisto obdobje, da sem ga prebrodila brez tablet, ker vem, da ta naša medicina zelo hitro na tablete usmeri, jaz sem brez tega šla skozi, predvsem pa sem se po tistem dogodku začela res zelo fejst fokusirati vase, se spoznavati, očitno žensko okoli 40 začnemo malo tudi, ko otroci odrastejo, malo tudi na sebe gledati. In takrat leta 2018 aprila sem se čez noč odločila pustiti redno službo, dolgoletno redno službo, res varno službo, ampak nek klic od zgoraj mi je rekel, da se tam ne vidim več in da ne razprem krila in poletim. In sem res poletela in sem bolj hvaležna za tisti dan. V bistvu ta prebojevalni datum, ne, se to razmišljam, v bistvu je ful dolgo si zdržala, če te gledaš s tem, rečemo temu prekomerno obremenitvijo, ki je ti sicer nisi čutila kot prekomerno, ker vse, kar si počela, je še vedno pač tebi predstavljalo nek smisel. Ampak res prav to je tisto, ne, ker mi v bistvu smo toliko zaposleni, sploh nimamo časa vdihniti za razmislek o tem, kaj pa jaz sploh v life počnem. Ne? In zanimivo, kar se meni pri tebi zdi, je to, da si potem v bistvu ugotovila, da ta redna služba, ki sicer v glavi nam predstavlja nek safety, neko stabilnost, da je to tisto, kar je odletelo izmed vseh stvari. Jaz sem večkrat povabljena na kakšne te okrogle mize predavanja, ko govorim o tej v svoji zgodbi, mogoče malo pogrešam tudi v današnjih izobraževalnih ustanovah, v šolah, v srednjih šolah, malo več te spodbude v podjetništvo, ne, ker se mi zdi, da sploh Slovenci smo tako vzgajani, da pridno hodi v šolo, potem naredi srednjo šolo, pet na faks in pol si dobi službo in bod hvaležen, da imaš to redno službo. Ne. Tako se mi zdi, da smo bolj rasli, tudi jaz. Velikrat zdaj tudi mi kdo reče, ti bi mogla že 20 let nazaj službo obstiti, ampak ne. Jaz pravim, da sem mogla do sem priti, da sem se vse to naučila, tudi sem zelo hvaležna službi, da sem se lahko tam izoblikovala, razna izobraževanja dala skozi. In je mogla priti do leta 2018, da sem jaz tako rak naredila in res mi je lepo. No. Mogoče se tako kičasto sliši, ampak jaz res zdaj imam ogromno projektov, ki so strnjeni v ta moj SP Planet Fortuna, ampak res mi je, boljš mi je, ampak sem mogla do tega priti. Da se to, pač ta pot, ne, da pridemo do tega, je različno dolga za različne ljudi, ampak kar se mi zdi ključno, je pa ta neka čuječnost. Ne. Zdaj pač dobro, večina nas je takih, da nas more infarkt, da se začnemo poslušati, ne? Prav pa vidiš, da je mogoče zanimivo za ženske, kdorkoli posluša, tako stisko doživiš, če se dvignem tule noter, ne, te tišči, in to je prvi znak tudi za infarkt, ampak po vseh preiskavah po vsem vidiš, da je to tesnoba.
Ampak to do tega očitno se ti nabira in potem sam kaplja čez rob. Potem pa se začneš malo bolj poslušati, malo drugače na življenje gledati, hvaležen si za male stvari. Predvsem pa ta čuječnost. Jaz sem tudi v tistem obdobju se začela tudi v ta NLP poglabljati in sem zelo hvaležna za NLP, neurolingvistično programiranje v mojem življenju, Gabru Maroltu, mojemu trenerju. In pa me kar noter povlekla, veš, in sem začela te svoje vzorce, sebe, svoje poslanstvo, svoje talente, svoje veščine raziskovati, ne, zakaj sem jaz poslana na svet. In ko si priznaš, zakaj si poslan na svet, in jaz dejansko rada pojem, rada plešem, rada sem pred mikrofonom, pred kamero, to je dejstvo in ko si to priznaš, je veliko lažje. Plus, da sem še uresničila željo, da sem začela otroške knjige pisati, kar sem imela neko tako skrito željo in pa je zato prišlo na plano. In je rato velik poslovni projekt, večji poslovni projekt iz tega, kot je primarno bil. To poslušanje sebe, kaj v bistvu hočemo sploh početi, jaz itak sem prepričana, da če ti ne živiš sebe, tega, kar si v resnici, v bistvu ne moreš biti srečen. Lahko se trudiš z materialom, lahko se trudiš z odnosi, z ne vem čem, ampak če ti res sebe ne uresničuješ skozi to, kar čutiš, da je tvoje poslanstvo, ne boš srečen. Je pa res, da se mi zdi, da pot do te uresničitve pa vseeno ni tako lahka, dostikrat sploh za ustvarjalce, ker vseeno živimo v sistemu, ki ni mogoče toliko naklonjen ustvarjalnosti, pa temu, da je lahko pa to na začetku zgleda ali pa je čutiti tudi kot prekletstvo, ne? Ko ti ugotoviš, kaj bi rad, pol ne moš več nič druga delati. In pol, da prideš do točke, da lahko dejansko od tega živiš, da je treba zelo, zelo, zelo veliko engagementa in lastne vere vase, da si na pravi poti, čeprav od zunaj izgleda, da nekako zanimivo. Da si malo nor. Dobesedno, malo boš biti poseben v pozitivnem smislu, ampak mislim, da je res ključno pri tem, da moraš doživeti nek aha moment, ko res tisti pogum rabiš pa vero vase. Mislim, da je ta vera vase je ključnega pomena, da prideš do točke, da si rečeš, jaz to zmorem, jaz sem več vredna, dobesedno si tako rečeš in preko si rekel, nič drugega ne moreš delati. Jaz mogoče ne gledam tako, ker sem si nabirala res izkušnje na več področjih, kot kelnarjena, jaz sem vse delala. In tudi zdaj, mislim, če bi ne bi uspel, bi se lotila čisto vsakega dela. Vsako delo mi je spoštovanja vredno, imam pa tukaj vere vase, da vem, da bi preživela, ker sem vedno se lotila nekih zadev in vedno sem znala zaslužiti. In to vero sem očitno rabila tudi takrat, ko sem poleg 3 otrok 25-letnega kredita za hišo se odločila pustiti službo. Ne. To je res, ne vem, odkot sem dobila to energijo, zdaj ko nazaj gledam, sam očitno je mogel priti do tega, da sem lahko prava tinkarano. Pa vera tudi svojih ljudi, mojih bližnjih, mož, mama, to so me ful podprli, sem bila presenečena, da so rekli, ti to zmoreš, ne, to prav spomnim se mamo, kak je takrat mi rekla, dej, pust, jaz sem cel življenje, ona je delala na banki do penzije, jaz sem cel življenje delala na banki, pa si nisem upala tega koraka narediti, dej ti, ne, in to se mi zdi še bolj tak Se ti javno tudi poveš, da imaš zelo podpornega moža, se pravi, da te zelo podpira. Po drugi strani imata 3 otroke, to ni lahko, sploh ker sta oba dva v bistvu privatnika, ne, se pravi vsak svoje projekte. Kako se kaj tukaj usklajujete oziroma kako vam rata, kaj je tisto, ko je najtežje, kak se vidva, kje se najdeta? Ja, res je, moj Peter, midva smo zdaj skupaj že 12 let, on dela na več različnih projektih, od tega, da je lučkar na raznih filmih, reklamah, avtoprevoznik, tako da ima res tako delo, da priznam, da smo šla tudi čez vzpone in padce, sploh v obdobju, ko so bile najmlajše manjše, ne, ker zdaj hčere so stare skoraj 17, 9, 7, tako da zdaj je res že lažje. Ne. Ampak sem se našla tudi v obdobju, tudi tam okoli 2018, ko sem je nabrala tudi kar nekaj jeze, ker sem bila res veliko sama. Ampak sva šla čez to, je zelo velik moj podpornik, ker se mi zdi, da ob kom drugem ne bi mogla tukaj zacveteti, predvsem pa ne početi takšnih projektov, ki jih imam. Marsikjer moški mogoče ne sprejme, da je ženska, je pevka, da je veliko na odru, da nastopa, ne? Tako da to res sem hvaležna, da je tukaj široko gleden in tudi hčerke tako vzgajava.
Predvsem pa sem mu hvaležna, da imamo tudi zelo dober odnos z mojim bivšim partnerjem in ženo, ker moja taja jaz imam tajo z Jakatom in tudi jaz sem z njegovo ženo zelo dobro prijateljica, skupaj imamo 5 hčerk in sem tudi za to vejo mojega življenja hvaležna, no, da sem in peace v miru, tudi s tem, da lahko skupaj plujemo čez to pot, da so tudi punce zelo veliko skupaj, da gremo kdaj skupaj na dopust. To mi je res, se mi zdi, da tudi iz tega vidika smo lahko vzor marsikateri ločenim staršem. Se mi zdi, da moraš znati stopiti tudi kak korak nazaj in skupaj pluti v dobro otrok. V miru sem sama s sabo in z drugimi, to se mi zdi, da je tudi ključno pri sreči, ne. Pa še tak priimek imam, to mi je pa tudi očitno, ne vem, kdo mi je postal mojega moža s takim lepim priimkom. Ampak ti ta priimek v bistvu preliješ tudi v svojo pravljico, ne? O deklici Fortuni. Povej mi malo, kako se je sploh ta zgodba v tebi zgodila, da si začutila potem, da jo moraš deliti s svetom in kaj je v bistvu poslanstvo te knjige? Ko sem se odločila iti na svojo pot, nisem točno vedela, kaj bom počela. Vedela sem, da ne želim več delati tam, kjer sem delala, sem se pa še kar malo iskala. Nisem vedela, ali bom šla drugam v službo, ali bom za sebe šla na neko pot. Imela sem pa od nekdaj željo, idejo, da bi napisala otroško knjigo. In ja, sem rekla, dajmo to uresničiti. Takrat sem se prijavila na ta spirit za ženske podjetnice in sem tudi poslovni načrt naredila za to knjigico. Deklico sem poimenovala kar Fortuna, po tem našem priimku. Govori pa o deklici, ki je v bistvu v tem obdobju, ko je veliko mobitelov, ekranov, televizije, deklici je dolgčas in mamica skozi zgodbo pripoveduje o igrah iz svoje mladosti, kot so, se spomniš, verjetno Ristanc, Gumitvis, Frnikole. Veliko otrok v tem času, takole, ko kdaj nastopam s predstavico v vrtcih, šolah, ne vejo, kaj je Gumitvis, in pol jaz vesela, da lahko to skozi predstavico tudi predstavimo. To je bil moj srčni projekt. Jaz sem takrat rekla, če naredim nulo, je to, gremo dalje, se ukvarja z marketingom, prodajo in vsem ostalim, s čimer sem se prej ukvarjala. Ampak očitno, če nekaj delaš s srcem, se pol obrestuje. To je preraslo v bistvu iz nekega srčnega projekta v neko malo večjo poslovno zgodbo. Tako da ta knjigica Fortuna, planet iger, je zdaj prevedena tudi v angleščino in španščino in ravno ta mesec potujemo v Mehiko, kjer bomo predstavili to knjigico, ker prevedel jo je Denis Škerget, moj prijatelj, ki igra tudi bratca Tina od Fortune v tej otroški predstavici. Lektorirala jo je pa ena ravnateljica privatne šole v Mehiki, tako da gremo gor in nekje na 5 punktih bomo predstavljali knjigico, ta moj projekt. Upam, da nas opazi tudi kak knjižni sejem, kaj takega. No. Vidim velik potencial v tej knjigici, globalno gledano, in verjamem v to, no, da še imam veliko pred sabo. Ampak ja, ponavadi izgledajo predstavitve knjig tako, da sem jaz kot avtorica povabljena na neko debato in kot avtorica govorim o knjigi. In jaz sem v bistvu lani razmišljala, kako bi to bolj približalo otrokom. In nastala je ta plesno-pevska predstavica, kjer se jaz oblečem v to deklico Fortuno. Zraven je moj bratec Tin, Fortunin bratec Tin. Yeah. Jaz pravim, da je ta Fortuna en moj alter ego, veš? Ja, sej. Stara, ki ni takrat živela nekega svojega poslanstva v mladih letih. In ja, skozi neko igrano igro potem predstavimo te igre, kot so Ristanc, Gumitvis in animacija otrok. Potem se pridruži še Jan Trč in z njima zapojemo te otroške pesmice, tudi bebop, seveda kako. Potem pride Čorčip, Denis Čorčip, ki v bistvu ima eno telovadbo za otroke, ki prikazuje, oponaša gibe živali. Tako je tudi idejno nastala potem ta slikanica s pobarvankami. On z njimi telovadi, na koncu pa še malo z otroki zaplešemo. Tako da v bistvu čez eno šolsko uro gremo čez predstavitev obeh knjigic, v bistvu se pa zgodi kot neka predstavica. Ne? In hkrati v bistvu otroke se pravzaprav spet malo dvigne iz njihovih ritk, ne? Se pravi, da se gibajo, da spoznajo, kaj vse lahko s telesom v bistvu počnejo. Ne? Ja, res je. Zdaj imamo naslednji korak, da bomo posneli za naš YouTube kanal te vaje, da otrok, ki bo v bistvu pobarval slikanico s pobarvankami, bo lahko tudi na našem kanalu Planet Fortuna na YouTubeu pogledal te vaje. Ne?
da jih malo spodbudimo. Sej, ja, mislim, jaz se zavedam tudi kot mama, da mobilniki so neko nujno zlo, čeprav moje dve male, čeprav sta 9 pa 7, še nimata mobilnika. Imamo to srečo, da živimo na polna vasi in mi smo spolzele in imamo res so otroci veliko zunaj, veliko so na skirojih, kolesih, po talkah, igrajo se te igre, tako da sem res zemljo krasti zelo velikrat na urniku. Tako da sem hvaležna tudi za to, da živimo v takem predelu Slovenije. Kak je pa zdaj ta feeling? Vi se zdaj vračate z Bepop, pravzaprav se reče Popstars United je projekt in vi ste že praktično tik pred razprodajo cvetličarne, ki bo 27. maja. In me zanimajo zdaj predvsem tvoji feelingi. Veš, to je nek projekt, ki je že takrat pravzaprav te čisto vrvelmal, čeprav si ti še počela 1000 stvari zraven, ampak je bil ful uspešen in potem zdaj spet. Kakšni so feelingi v tebi, da se to prebuja tako uspešno in da je toliko ljudi, ki pravzaprav hoče to spet? Ti si moje sonce! Zdaj, mogoče Bepop, ki imamo, smo zdaj že 2 leti pa pol nazaj, tako da je v bistvu ta prva evforija iz moje strani je že bila takrat jeseni 2019, ko smo se Bepopke vrnale. Vmes se je sicer zgodila korona, ampak smo izdali 4 komade že nove vmes. Zdaj pa 2022, Popstars United, tudi Sebastian in Game Over in jaz ti ne znam povedati, ampak mi, ko smo skupaj, čeprav smo 20 let starejši, eni smo že, večinoma smo starši in vse, ampak ko smo mi skupaj, je to kar ta energija mladostna in to mene gor drži. Jaz se tukaj nafilam z energijo in tudi ravno predvčerajšnjem smo snemali eno oddajo do polnoči, že prej cel dan, zjutraj sem se mogla vstati, ampak jaz bi lahko še kar 3 dni noč spala, pa se z njimi družila, ker me tukaj fajn, da me to napolne z energijo, da dobesedno včasih sploh spanca ne bi rabila. Zelo sem vesela, da se tudi ljudje tukaj pozitivno odzivajo, sem presenečena, priznam, da so že karte skoraj razprodane. Ker, a veš, tako, ko se vrneš po 20 letih, to so le ljudje, ki so nas včasih poslušali, so zdaj že odrasli ljudje z otroki. Ampak očitno jim ta naša glasba vrne neke spomine, neke občutke. Očitno so varuške tudi razprodane na tisti večer. Jaz tudi zdaj lažje, ko so že tukaj velike pa samostojne, tudi zdaj, ko grem v Mehiko, sem se 1 leto s tem obadala, kako bom jaz zdaj to šla sama, ampak zdaj imam plan B, zdaj je ta velika z mano. Super. Včeraj kaj zraven, da bom malo snemala tudi za socialna omrežja, da tudi ona pridobi neka nova izkušnje, znanja, tako da se zelo veselim, da gre eno z mano. In to se mi zdi zdaj popolno v bistvu za zaključek, Tinkara, kaj je tisto, kar je pomembno? Kaj je tisto, kar hočeš ti svojim otrokom predati kot nekaj najpomembnejšega v lifeu? Jaz predvsem skozi plujem čez to zgodbo sebe, da sem res dober vzor in z dejanji otrokom. Res vsem 3 želim, da bi v življenju počele, kar si želijo, kar jih veseli, da bi svoje veščine, te talente razvile, da bi se znale poslušati, da bi se prisluhnile, pa da bi mogoče že pri 20 ugotovile, kaj je tisto njihovo poslanstvo, ne tako jaz, ko sem šele pri 40. Tako da svojo zgodbo, da lahko in njih navdihnem in tudi mogoče ostale otroke, mladino, da si upajo biti pogumni, da razmišljajo izven okvirjev drugače. Predvsem pa moje največje poslanstvo pri hčerah pa je, da bi jih naučila biti preproste, prijazne, empatične. To se mi zdi najbolj pomembno. Nikoli ne gledam na ocene, čeprav imam to srečo, da imam res pridne otroke tudi v šoli, ampak res mi ni pomembno, niso mi pomembne ocene. To, da mi v šoli reče učiteljica, vaša zna pa tako lepo pozdraviti, vedno je nasmejana, no se mi gre zdaj kar na jok. To mi je največ. No, vse to, dragi poslušalci, gledalci in sledilci, jaz mislim, da s tem lahko gremo v teden. Tinkara, hvala ti za v bistvu tako energično, pozitivno in res polno veš tega nekega driva, ki si ga pripeljala v današnji podcast in želim ti ful uspešno naprej in seveda se vidimo na koncertu, kjer bomo žurali in dvignili ves ta vibe, ki smo ga imeli v rani mladosti, ko je bilo še vse pred nami, ampak jaz mislim, da je še vedno vse pred nami. To je tudi tipično za mene, veš, da se ful hitro zjokam, ampak očitno zdaj sploh zadnja 4 leta, ker tukaj sebe dojemam, tukaj sem hvaležna za male stvari
Ja, lepo mi je. Zdaj pa sprejmite to ali pa ne. Seveda sprejmemo, pač to je srce, to je srčnost in to je nekaj najlepšega. Hvala ti, Tinkara. Bodite dobro, čau. Hvala, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.